Bojan Amon bo kot prvi spregovoril tu na občinah, sicer je nekako se izšolal na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani kot sociolog, potem pa magistriral iz politologije. Bojan je strokovnjak iz tako rekoč medijskega biznisa, saj se ukvarja z akvizicijo vsebin za televizije in tudi z novinarskim pisanjem. Objavlja na revijah Moj Mikro in Marketing magazinu. Predstavi pa nam bo nekakšen pogled iz ptičje perspektive na prav ta pojav, na pojav novih medijev, kako nam lahko le-ti življenje polepšajo in ali poslabšajo. Bojan, tebi beseda. Hvala. En lep pozdrav vsem skupaj, moram reči, da sem vesel, da je toliko mladine, se že jaz starega počutim. Kot je Jernej napovedal, se bomo danes na hitro sprehodili skozi nek širši pogled ali pa obči pogled na nove medije, tema, ki jo vsekakor po mojem vsi dnevno srčavate. Prepričan sem, da imate vsi v žepu mobilca, se poznate in fizično in preko Facebooka. Za uvod neke zgodovine, mogoče nekih takih malo bolj, bom rekel, teoretskih dejstev, potem pa naprej. Nekje pred 4000 leti so Egipčani nekako sprejeli in izumili papirus. In za tisti čas, za njihovo družbo, za tisti zgodovinski trenutek je bil to definitivno nov medij. Tako da kaj je pravzaprav novo, je zelo kulturno in zelo časovno pogojeno. Danes vemo, da je papirus samo še pač nek spomink, ki ga prinesemo iz Sharm el Sheikha in pač nekaj, kar vidimo v muzejih. In tako kot to velja za papirus, velja tudi za druge medije. Vsak medij, ki se je pač prvič pojavil, je bil v svojem nekem časovnem kontekstu novi. Pač Kitajci so pred 200 leti uživali v nekem direktnem prihodniku našega papirja. Televizija je nekje v 50-ih letih obnorela najprej ZDA, potem Evropo. Leta 1982 pa je ameriška vojska pravzaprav definirala tehnično osnovo za to, kar danes poznamo kot internet. Kot vidimo pravzaprav, mislim, da na desni strani se je v bistvu ta dinamika razvoja vse bolj povečevala, vse bolj intenzivna in od leta 2000 naprej smo bili pravzaprav priča neki eksploziji novih medijskih oblik, ki se pa seveda še ni ustavila. Različni mediji pravzaprav rastejo, so rasli in rastejo različno hitro. Televizija je potrebovala skoraj 40 let, da jo je pač nekako sprejelo 50 milijonov uporabnikov, 50 milijonov parov oči. Radio je rabo bistveno manj, 13 let, splet 4 leta, Facebook pa 9 mesecev, toliko časa, ko ponavadi traja od spočetja do rojstva, ne pa vedno. Danes ima Facebook preko milijarde naročnikov oziroma preko milijarde uporabnikov in bi jih vsekakor imel še več in jih bo imel še več, ko se bo Kitajska malo odprla, ne bo imel toliko cenzuriran pa zaprt splet, ker so pač oni povsem izolirani, in ko bo Indija tudi en ogromen trg, bom rekel, bolj razvita na področju internetnega dostopa. Ko smo že pri številkah, 7 milijard nas je, še več kot 7 milijard. Ob Svetovnem dnevu vode letos, 22. marca, so na Združenih narodih objavili pač nekaj statistik. To vsi poznamo, to ni novi medij, ampak nekaj, kar pač vsak dan rabimo. In v Združenih narodih so nekako izračunali, da ima dostop do te, bom rekel, kar precej nujne zadeve 4 milijarde pa pol ljudi. Do mobilca pa 6 milijard. Tako da, malo bizarno. Zdaj prijetno gre pa vedno s koristim in kar raziskave za raziskavo pravzaprav prikazujejo, da skoraj 3/4 uporabnikov mobilcev te zadevi združuje in pač ko pač uporablja eno, uporablja tudi drugo. Torej, kaj je pravzaprav novega, da lahko medije imenujemo novi? Je dovolj to, da jih doslej ni bilo, ali mora biti prisotna tudi nekaj bolj radikalna sprememba v smislu načina uporabe, pridobivanja, izmenjave informacij, ali to pomeni, da morajo
vnesti nek nov način življenja, da spremenijo naš vsak dan. Zdaj, da bi lahko pravzaprav na to odgovorili in razumeli neke razlike med tradicionalnimi pa novimi mediji, v bistvu najlažje izhajati iz sebe, iz samega uporabnika, ker tukaj tudi vidimo, kako sami pravzaprav, kakšen je naš odnos do tega. Tole je pač nek tipični uporabnik tradicionalnih medijev, nek pasivni posameznik, ki so mu vsebine nekako dane, servirane, nima pa nekega vpliva na to, kaj se v bistvu njemu ponudi, ne participira in predvsej je pravzaprav omejen tako fizično, v smislu na vsebine iz nekega lokalno-regionalnega okolja, in omejen je tudi časovno, ker tradicionalni mediji so bili pač zaradi svoje oblike in zaradi fizičnih medijev, fizične oblike, kjer so bili shranjeni, bistveno bolj minljivi. Tako da, če povzamemo neke ključne lastnosti tradicionalnih medijev, je to, da so bili definitivno enosmerni, zelo minljivi, časopis pač ne traja tako dolgo kot spletna stran, zelo nedemokratični, zaprti, to se pravi, dostop do nekega formiranja so imele samo medijske korporacije pa pač politične elite, časovno omejeni, prostorsko omejeni in v, bom rekel, okviru sveta tradicionalnih medijev je bila tudi prisotna neka asimetrija, eno to, da je bilo informacij relativno malo, pozornosti pa je bilo relativno veliko, zaradi tega, ker pač ljudje so imeli na izbiro toliko malo informacij, da mi je ostalo dovolj časa in dovolj pozornosti, ki jo pač niso potrošili, če tako rečemo. In v tem kontekstu lahko to prikažemo tudi s klasično krivuljo ponudbe povpraševanja. Produkcijski stroški, to se pravi to, da se je medije proizvajalo in da se je vsebine proizvajali pa dostavljali do ljudi, je bilo pravzaprav drago, ponudba je bila zaradi tega precej omejena in povpraševanje pa vedno sledi pač ponudbi. Po drugi strani, če so bili pač tradicionalni mediji, kot smo nekako videli, omejeni na različnih načinov, so novi mediji precej, pravzaprav čisto nasprotja. Bistvena razlika je gotovo neka možnost soustvarjanja, neka možnost podajanja neke povratne informacije in to je tisto, kar te nove medije demokratizira. Uporabniki niso več samo neki pasivni potrošniki, so v bistvu neki aktivni člani, bom rekel, medijskega ekosistema in soustvarjajo vsebine, ki se potem plasirajo. Za razliko od, naprimer, papirja ali pa časopisa klasičnega, ki je relativno ali pa absolutno minljiv, so elektronski mediji bistveno trajnejši in informacije pravzaprav ostajajo, so pogojene samo s tem, koliko časa bo recimo neka spletna stran obstajala, naprimer. Zaradi mrežne arhitekture in globalnih, bom rekel, dostopovnih tehnologij, kot je recimo internet, tudi fizična lokacija ni več bistvena in do vseh informacij pravzaprav dostopamo lahko kadarkoli pa od kjerkoli. To je tudi, mislim, radikalna sprememba. In brez nekega nakladanja pravzaprav vsak uporabnik danes ima na voljo orodja, pravzaprav brezplačna orodja, da sam postane svoj medij. To je nekaj, kar je bilo pred 50 leti popolnoma, mislim, znanstvena fantastika. To je seveda pripeljalo do eksplozije vsebin, kar pomeni, da je tisto razmerje med izobiljem informacij pa redkostno pozornostjo, mislim, to razmerje med pozornostjo pa informacijami ravno obratno. Zdaj je informacij toliko, da jih pač ne moremo sprocesirati, da ne moremo vsega prebrati, pogledati, presneti, in zato se nam je pač pozornost skrčila. V smislu, bom rekel, distribucije, v smislu tega, kako mediji pridejo do nas, vsebine v mediji pridejo do nas, je bistvena sprememba v modelu. V nekem, če rečemo, v sklopu stare medijske paradigme, tradicionalne, je bil pač nek vir, recimo tukaj sem vzel CNN, ki naj vsi poznate, in pač to je bila pač neka točka, od kjer so vse informacije, vse vsebine izvirale. To pač teh potrošnikov. Konec igre.
Danes je situacija pravzaprav čisto na glavo obrnjena, še vedno imamo bom rekel, tistega tradicionalnega playerja, ampak vsi člani, vsi elementi tega medijskega ekosistema so hkrati tudi ustvarjalci in informacije grejo od enega do drugega dvosmerno med vsemi. In to se vidi potem tudi v ekonomskem kontekstu, kjer so stroški produkcije vsebin, stroški produkcije medijev pa distribucijski stroški padali, ponudba je eksplodirala in povpraševanje pa seveda tudi dovolj. Novi mediji, teorija, v praksi je to množica nekih različnih orodij, od blogov, RSS readerjev, nekih portalov ali profesionalnih ali bolj zabavnih, SMS je novi medij po svoje, ali so to portali, kjer si izmenjujemo neke vsebine, slike, videoposnetke, karkoli. Skratka, vse več je tega. In zdaj, kaj pravzaprav te novi mediji za nas naredijo? A so to samo pač, bom rekel, neke modne muhe, pa nekaj, kjer pač prebijamo svoj prosti čas, kakor ga še imamo, ali je to nekaj, ki predstavlja nekaj globljega za naše potrebe kot ljudi. In če izhajamo v bistvu iz osnovne hierarhije potreb po Maslowu, kar je, bom rekel, temelj neke psihologije, pač imamo neko piramido potreb, na dnu so pač fiziološke in pač to ostaja tam, ko je. In vse ostale stvari, od potrebe po varnosti, socialne potrebe, potrebe po spoštovanju in potreba najviše po samouresničevanju, vse te potrebe zgoraj so na nek način socialne potrebe, ker ne vključujejo v bistvu samo nas kot posameznikov, ampak vključujejo tudi ljudi okoli nas, s katerimi smo na tak ali drugačen povezani. In če v temu za trenutek razmislimo, vidimo, da je v bistvu ogromno načinov, kako ti novi mediji se dotikajo ravno teh potreb. Zaposlujemo se ne več na nek klasičen način, da pač hodimo od vrat do vrat pa iščemo službo, ampak izkoriščamo recimo orodje, kot je LinkedIn, kjer si ustvarimo nek profil, profesionalen, bistveno lažje razvijemo svoje omrežje ljudi, ki jih poznamo, delimo informacije o tem, kaj počnemo, kakšne so naše izkušnje in na ta način potem eventualno pridemo do nekaj, kar bi nas karierno zanimalo. Bom rekel, na socialnem nivoju vsi poznamo Facebook, Google+, množico drugih, bom rekel, družabnih omrežij, katerih namen je bolj kot ne neko druženje, neko vzdrževanje stikov pač na digitalni način. In tudi tukaj pač prijateljstvo danes ni zgolj sprehod po parku, ampak je lahko prijateljstvo lahko tudi povsem digitalno, kar mogoče ni povsem zdravo, ampak se dogaja. Kljub temu, da je ta zadeva digitalna, recimo, če se v Facebooku pogovarjamo, ima lahko povsem realne posledice. To se pravi, ta zadeva ni nekje tam, ampak je hkrati tam in tukaj. Pred par meseci je nekdo na Facebooku, mislim, da je bilo v Angliji to, neko vabilo poslal za neko zabavo doma in jasno, te zadeve ni zaprl samo za svoj krog prijateljev in se je tam pojavilo 5000 ljudi in od hiše nekaj dosti ostane. Tako da je zapaziti na nek način. V bistvu najvišja dva, bom rekel, nivoja naših potreb, spoštovanje pa samouresničevanje, nikoli pravzaprav ni bilo tako lahko, bom rekel, ustvarjati pa povedati tega, kar si mislimo, tega, kar želimo, izražati neke svoje individualnosti, kakor je danes. In tudi, bom rekel, s temi orodji si nekako lahko gradimo samozavest, samopodobo. In seveda samoaktualizacija, samouresničevanje kot nivo, kjer pač nekaj naredimo, da ni samo to, da obstajamo.
Se pravi, novi mediji v naš, bom rekel, dnevni ritem vnaša ogromno nekih, jaz bi rekel, pozitivnih sprememb. Hitreje, lažje pač vzdržujemo neke stike z znanci in prijatelji, zaposlujemo se lažje in se lažje izobražujemo, informacije dobimo hitreje in kadarkoli in kjerkoli lahko izražamo svojo ustvarjalnost, svoje čustva, svojo individualnost na nek način. In kot posameznik imamo, bi rekel, prvič lahko v zgodovini možnost, da smo del tega ekosistema, da pač sodelujemo. Zaključek pač, da mediji nam nekaj dajo, nam dajo dostop do nečesa, naše življenje bogatijo in poenostavljajo. Po drugi strani, meni je vedno všeč za vsako stvar primerjava z ognjem, in tudi tukaj jo bom uporabil. Ogenj je fajn, ampak lahko nas pogreje, lahko pa nam zažge hišo, tako da je v bistvu čisto odvisno, kako se ga lotimo. In tudi v kontekstu novih medijev zadeva ni samo rožnata. In tudi v tem kontekstu je nekih vsaj potencialno negativnih učinkov precej. Tukaj je samo, bom rekel, jagodni zbor teh, o katerih se mogoče največ piše, pa v katerih je mogoče največ nekih raziskav bilo upravljenih, pa si bo samo na par osredotočil. Zasebnost je gotovo na prvem mestu. Mogoče se niti ne zavedamo, da skozi uporabo teh socialnih omrežij sami brez kakršnekoli kompenzacije denarne ali kakršnekoli druge delimo ogromno osebnih podatkov. Objavljamo slike, kje smo bili, s kom smo bili, kaj smo počeli, kaj smo jedli, kaj smo kupili in to se vse nekje shranjuje. In shranjuje se zavedno. In letos maja, ne vem kdaj junija, ko je ta afera z ameriško vlado butnila ven, smo dobili tudi potrditev, da pač njihove varnostne službe zajemajo vse podatke, ki grejo pač skozi ta digitalna omrežja. Ne samo znotraj Amerike, ampak povsod. In zajamejo vse, kar napišete na Twitter, vse, kar napišete na Facebook, kaj ste kupili na Amazonu, s kom ste se pogovarjali na Skypeu, to se vse shranjuje. In zdaj se ve, da se to shranjuje. Mogoče smo prej mislili, ali pa smo gojili malo teorije zarote, ampak zdaj se pa pač ve, da se to dejansko dogaja. In tisti moment, ko ste dobili neko SIM kartico v roke, pa dali v telefon, pa telefon prižgali, od takrat naprej zasebnosti nimate več, žal. In na nek način smo šli pravzaprav nazaj v času, ko, ne vem, par stoletij nazaj, ko so ljudje živeli v širših skupinah, v manjših prostorih, z manj sobami, pravzaprav zasebnosti ni bilo. Vsi so bili skozi skupaj, vsi so videli, kaj kdo drug dela, s kom dela, kje dela. Pravzaprav ni bilo zasebnosti, tega koncepta se sploh niso poznali. In vmes se je pač zgodilo to, da smo šli vsi v svoje hiše, pa za zaprta vrata, pa za razna gesla in tako naprej. In zdaj te zasebnosti spet ni oziroma ne bo več. Zaupanje ali pa, bom rekel, pomanjkanje, pa odsotnost zaupanja. Internet je fajn, ampak je v osnovi zadeva, ki je lahko precej anonimna. V bistvu nikoli ne veste čisto dobro, kdo je na drugi strani. Če nekdo na Facebooku ustvari profil, pa da neko fajn sliko zraven, to še nič ne pomeni. Jaz tudi lahko ratam, ne vem, Sharon Stone jutr, se lahko naredim profil, pa je to. Mogoče ne bom posebej kredibilen, ampak pač ni nobenega mehanizma, ki bi tukaj lahko preveril, a je to, kar pravzaprav beremo res. In tukaj imajo novi mediji en velik problem pri kredibilnosti. In zato recimo televizija, če gremo po nekih medijskih oblikah, ki vsak dan srečavamo, zato je televizija še vedno med najpopularnejšimi mediji, zaradi tega, ker je najbolj kredibilna, ker vsi razmišljamo tako, da pač, če to ne bi bilo res, ne bi bilo na televiziji. In kredibilnost je problem, in ne samo za posameznike, ampak tudi za medijske ustanove, medijske institucije, medijske firme, ker če objavimo nekaj na Sion.net ali pa preberemo tam, ali pa na 24ur.com, se ne moramo vedeti, če je res.
IAD je ena taka simpatična kratica od ameriške medicinske zveze, pomeni pa Internet Addiction Disorder. To so oni zelo dali med druge simptome, kakor so razni virusi, angine in tako naprej, ostala obolenja, kakor jih poznamo. In ko so šli meriti to nekako zadevo, so ugotovili, da je nekje v povprečju med 5 do 10% uporabnikov pač kaže neke simptome, ki so zelo podobni simptomom drugih zasvojenosti. Ali je to zasvojenost s kockanjem ali pa s čim drugim. In tudi to je bilo pa ogromen po časopisih, zdaj tako poenostaviti. Tudi ni smiselno najbrž, da mislim, so v Michiganu zmerali, da pač uporaba teh socialnih omrežij, če je prepogosta pa preintenzivna, pravzaprav ima kontraučinka, da vodi v neko osamljenost, v neko tako občutke izolacije, občutke odtujenosti od družbe pravzaprav in tudi v slabše razpoloženje. Tako da pomembna bi rekel zadeva tukaj med nekimi negativnimi je tudi preobremenjenost. Imamo toliko enih kanalov, toliko enih informacij. Dnevno baje ljudje vidimo tudi do 5000 oglasnih sporočil. 5000. Leta 70 je bila ta številka 100krat ali pa 1000krat manjša. Lahko pride dejansko do nekih tudi občutkov utrujenosti, občutkov, bom rekel, neobvladljivosti tega, kar je okoli nas, ker je pač tega toliko. Zdaj, tukaj je nekaj statistika, ki kaže na to, da pravzaprav naše življenje ni več samo v 3D, ni več samo fizično, ampak da je vse bolj tudi digitalno, vse bolj nekje tam. Povprečen uporabnik Facebooka ima 130 prijateljev, vprašanje, koliko teh jih tudi realno pozna. Vsaj 15 minut prebijemo na YouTubeu, ko se enkrat tam znajdemo. Vsak mesec se na spletu pojavi 3 milijoni novih blogov, več kot pol Američanov ima že profil na nekem social networku in četrtina uporabnikov Facebooka gleda pač svoj profil oziroma to, kar se pač dogaja, 5 ali pa večkrat na dan. To pomeni, da vse bolj smo tam, pa vse manj smo tukaj. In zdaj tukaj je pravzaprav neko vprašanje, s čimer bi počasi potem zaključil. A so te naši mediji, a so te novi mediji lahko, bom rekel, nadomestek za to, kar smo doslej poznali, zato da smo se sprehajali pa spoznavali zunaj, pa igrali na igrišču, pa kartali recimo, smo zelo radi kartali. A kaj kartate? No, to mi je všeč. A nas to res lahko toliko izpopolni in zdaj do kjere mere? Tako da najbrž je tako, kot za druge stvari v življenju pomembno ravnotežje. Novi mediji so zelo, zelo fajn in zelo uporabni, zelo koristni, ampak rekel bi, da pretiravati pa ne. Pejte kdaj tudi ven, pa bodite tudi s prijatelji, pa z družino, pa s partnerji, pa tako naprej. To je sporočilo. Bojan, še eno sekundo. Ja, sem vam čas. In sicer zato, ker sem si jaz pripravljal zapiske tako rekoč v 1.0 obliki in ne morem, ne da bi se zadržal in uporabil en izraz, ki smo ga včeraj na nekako ljubljanskem delu Drage mladih uporabili. Eden izmed predavateljev je nekako se postavil v luč nekakšnega analognega romantika. In zdaj jaz se postavim v to luč, nekoga, ki pač ima prijatelje samo na 4 oči, tako rekoč, in te vprašam, a je virtualno realno, ker realne posledice ima, to se zavedamo in tudi ti si omenil nekako tudi zdravstveni problem, ki se lahko pojavlja, kot je na primer odvisnost, oziroma koliko so prijateljski prijatelji na Facebooku? Zdaj, če so to ljudje, ki jih poznamo nekako že odprej, pa že z njimi gojimo odnose že pač dalj časa,
v realni fizični obliki, ne, pol je to pač samo nek komplement temu, ne, neka nadgradnja, mogoče včasih celo praktična nadgradnja, ne vem, imaš sošolca, ko se je po faksu preselil v drugo državo, pa potem pač vzdržujete stike, ki jih mogoče sicer ne bi, ne. Definitivno pa to ni nadomestek za neko, bom rekel, običajno socializacijo, ne, in ne more biti, ne, nekako, ne, pa tudi ne bo, ne. Tako. Delamo na tem, kar pomeni, da nisem na stran poteh. To je dobro znanje.